Spoštovani direktor uprave za Republike Slovenije za vojaško dediščino, magister Matjaž Ravbar, spoštovani poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, predsednik odbora za obrambo, dr. Martin Premk, spoštovani direktor Jeseniškega muzeja, drugi visoki gostje, dragi obiskovalci, spoštovani avtor, seveda, knjige. Lepo pozdravljeni vsi skupaj na današnji predstavitvi knjige Bombardiranja Slovenije v letih 1944 in 1945. V parku smo veseli in ponosni, da je ta predstavitev tu pri nas, saj je ena pomembnejših tem, s katero smo se v zadnjih letih ukvarjali, prav delovanje zavezniških letal nad Slovenijo v drugi svetovni vojni. Tudi sam datum predstavitve ni brez simbolike. Prav na današnji dan, pred 82 leti, se je s bombardiranjem začel napad sil osi na Kraljevino Jugoslavijo. Bombardiranja mest, infrastrukture, proizvodnih obratov nenadoma niso bila več stvar zgolj časopisnih in radijskih novic, ampak kruta realnost, ki je v naslednjih 4 letih dosegla neslutene razsežnosti in zaznamovala življenje mnogih prebivalcev Slovenije. Govorimo o zgodovinski temi, ki ni bila deležna ustrezne strokovne obdelave. Razlogi za to, da povprečen Slovenec marsikaj ve o bombardiranju Londona, Hamburga, Dresdna, zelo malo, če sploh, pa ve o bombardiranju Maribora, Zidanega Mosta, Jesenic, Ljubljane, Postojne, so zelo kompleksni in bi jih veljalo posebej obdelati. Vsekakor je knjiga, ki nam bo danes predstavljena, več kot dobrodošla, saj predstavlja prvo celovito obdelavo te tematike v slovenskem prostoru. Gre za pretresljivo zgodovinsko dogajanje, ki ga ni mogoče enostavno pozabiti, in tudi žrtve bombardiranj, še posebej nedolžni civilisti, ženske, otroci, si zaslužijo sočutje in zgodovinski spomin, ne glede na to, ali so jih ubile nemške ali pa zavezniške bombe. V parku vojaške zgodovine smo še posebej veseli, da sta se avtorja lotila tudi problematike neeksplodiranih bomb, ki v nekaterih primerih še vedno predstavljajo veliko nevarnost. V zadnjih letih sta tako vzbudili veliko zanimanje javnosti o odstranitvi 2 potencialno nevarnih letalskih bomb, lansko leto v Mariboru in leta 2017 v Vurberku. Ostanek te je danes v zbirki našega muzeja in smo jo ob tej priložnosti postavili na ogled. Gre za ameriško prostopadno 500-funtno bombo za splošno bombardiranje, ki predstavlja najpogosteje uporabljeno bombo v drugi svetovni vojni. Uporabljali so jo tako vojno letalstvo kot mornarica Združenih držav Amerike ter zavezniki, uporabi pa je ostala vse do 60 let prejšnjega stoletja. Bomba danes predstavlja enega najpogostejših tipov neeksplodiranih bomb iz druge svetovne vojne v Sloveniji in Evropi. V parku vojaške zgodovine smo letos zasnovali poseben projekt Preveč živa dediščina, ki obravnava neeksplodirana ubojna sredstva, med njimi zaradi velikosti izstopajo prav letalske bombe z dediščinskega vidika. Ob tem bi radi opozorili na nevarnost, ki jo ti ostanki vojaških spopadov predstavljajo. Sami predstavitvi knjige bo tako sledil pogovor posvečen prav tej temi. Toliko za uvod. Dovolite mi, da vam nekratko predstavim še avtorja knjige, torej Lara Iva Drev, ki je danes žal ni z nami, je nadarjena zgodovinarka mlajše generacije, ki je leta 2020 končala študij zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani z magistrsko nalogo v taborišču za vojne ujetnike Štalak 18D v Mariboru. Istega leta je bila soavtorica dokumentarnega filma in razstave v taborišču Štalak, ki je gostovala v spominskem centru Bergen-Belsen in Nemško-ruskem muzeju v Berlinu. V letih 21 in 22, ko je bila zaposlena na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, je sodelovala pri iskanju in obdelavi gradiva o bombardiranju slovenskih krajev med drugo svetovno vojno v arhivih v Washingtonu, Londonu, Freiburgu in Ljubljani. Rezultat teh raziskav je knjiga Bombardiranje Slovenije, ki bo danes predstavljena. Trenutno pripravlja znanstveno monografijo o mariborskem taborišču Štalak, ki jo bo letos izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. Sašo Radovanovič, ki pa je danes z nami, je zgodovinar, ki je vrsto let delal v Mariborskem pokrajinskem arhivu in nato še v Pokrajinskem muzeju, danes pa je podjetnik.
Je izjemen raziskovalec in avtor številnih publikacij, od dokumentarnih filmov, znanstvenih prispevkov, monografij in razstav, zlasti o zgodovini Slovenije, Štajerske in Maribora, pa tudi širše. Njegova arhivska raziskovanja sežejo vse do srednjega veka. Intenzivno je raziskoval čarovniške procese in turške vpade na evropska tla. V zadnjem obdobju se posveča drugi svetovni vojni, v arhivih je tako odkril doslej povsem neobdelane podatke o taborišču za vojne ujetnike v Mariboru in v muzeju v Melju pripravil razstavo o Štaleru, ki je nato gostovala tudi v Nemčiji. Prvi knjigi o bombardiranju Maribora je sledila nova, dopolnjena in razširjena na vso Slovenijo, ki je Radovanovič dodal še izredno zanimivo in zaskrbljujoče poglavje o neeksplodiranih bombah, ki še vedno ležijo pod zemljo in ogrožajo varnost vseh nas. Sašo, da je tvoj. Hvala lepa. Za začetek bomo še pogledali en prispevek ameriškega bombardiranja v Evropi. Žal za Slovenijo ga še nismo uspeli pridobiti, tako da to prikazuje bombardiranje na Nizozemskem, ampak v bistvu postopek je bil enak. Samo še beseda ali pa dve o knjigi, eno pojasnilo. V bistvu knjiga obravnava kot celoto strateško bombardiranje. Namreč zavezniki so izvajali v Sloveniji dve vrste bombardiranja, se pravi strateško bombardiranje in taktično bombardiranje. Se pravi, strateško bombardiranje gre za težke bombnike, 4-motorne pa 2-motorne, se pravi, ki so napadali infrastrukturo tovarne, medtem ko gre pri taktičnem bombardiranju tudi za napade na vojaške kolone, manjše postojanke in tako naprej. Ta drugi del je na kratko omenjen v knjigi tudi, kajti teh podatkov zaenkrat še nismo pridobili vseh, večina se namreč hrani v muzeju ameriških letalskih sil v Alabami in to je še en del, ki nas v prihodnosti čaka. Je pa treba povedati nekaj, da količina bomb, ki so odvrgli pri taktičnem bombardiranju, je po moji oceni enaka ali pa celo zna biti večja, kot je pri strateškem bombardiranju. Namreč lovski bombniki ali pa lovci od jeseni 44 pa do konca vojne 45 niso imeli praktično nobenega sovražnika več na nebu in so lahko nosili 4 takšne bombe, kot vidite tukaj pred sabo, 500-funtne ali 2 1000-funtni ali pa 8 100-funtnih, se pravi 250-funtnih. Se pravi, če računate recimo kot primer most na Ptuju, drugo bombardiranje, ki je bilo marca 45, je bombardiralo v 2 valovih po 70 lovskih bombnikov P-38 in se računate, če so po 4 bombe odvrgli, koliko teh bomb je bilo odvrženih in koliko jih je potem še danes tam ostalo. Ampak za začetek si pogledamo samo, kako je izgledalo tole bombardiranje, se pravi tako po Evropi kot pri nas leta 44 in 45. The bombardier, who is also the navigator on the B-26, snaps his switches, and once more it's bombs away. The target on this mission was another twin-engine fighter airfield in Holland, only a few miles from the German border. This field was one of several bases from which Nazi planes have been raiding London. Runways, dispersal areas, hangars, bomb dumps, and barracks were hit.
zdaj je bil v bistvu en idealen prikaz bombardiranja, ne, kjer so po domače uporabe izraz bombardirali malo zraven pa malo poleg. Ne. Se pravi, podoben prikaz imate, to je Maribor, samo en izsek 8. marca 1945, namreč za dan žena so Maribor bombardirali. Cilj je bil Koroški kolodvor, zdaj, če tisti, ki malo poznate Maribor v sredini, je kadetnica, ne, se pravi vojašnica. Se pravi, vidite, bombne zadetke so razporejeni po njivah, vse okolici, ne. No, zakaj vam to govorim? Ker to je v bistvu identično, ne. Se pravi, bombe so letele vse posod okoli, na samem kolodvoru praktično je bilo par zadetkov, vse ostalo je pa na njivah, kjer takrat ni bilo stav pa ničesar, ne. Se pravi, te bombe so tudi neeksplodirane ostale in jih je prekrila zemlja. Danes pa tu stojijo hiše. Vse potem boste PowerPoint predstavitev vedeli, da že pa nekatere hiše, recimo celo na bombah stojijo danes, ne. Toliko, no. Samo da vidim, če za nas to premakniti naprej. Tukaj. Ja, tako, ok. Še enkrat. Tako, spet, ok. Hvala. No, tu je ena tabela, prosim, nas več tabel, samo so potem v knjigi, no, to se pravi, da je lažje potem miro prečitati, ne. To je samo kot primer, ne. Se pravi, kamor so odvrgli, se pravi, Američani največ bomb, za zanimivost, ne, največ so jih vrgli na Dunaj. Ne na Berlin ali pa kako drugo mesto, ampak na Dunaj. Letališča, rafinerija, Donava, se pravi, transportne poti, pa v bistvu poti na vzhod, ne. No, na koncu sem pa dodal v bistvu Maribor in Beograd, to so po količini bomb, se pravi 3200, 2600, nad njim je Gradec, ki jih je 5000 ton, se ne moramo vedeti, ne. Maribor je takrat imel 400 000 prebivalcev, ne. Beograd jih je imel 350 000, Gradec jih je imel 150 000, vsa ostala mesta, ki jih vidite, ne, so jih imela nekajkrat več kot Maribor, bomb, ki so jih odvrgli, v bistvu pa ni bilo toliko več, kot je v bistvu so ta mesta bila večja od Maribora, ne. To so pa slovenski kraji, ki so bili bombardirani v okviru strateškega bombardiranja, ne. Se pravi, to spet govorimo o teh težkih bombnikih, se pravi dvomotornih pa štirimotornih, ne, katere smo preverili na sliki, se pravi, skupaj so na Slovenijo odvrgli 4200 ton bomb, se pravi, zdaj je spet samo strateško bombardiranje, ne. Se pravi, samo nad Maribor so jih odvrgli 3200, se pravi, praktično 3/4 bomb je padlo nad Maribor, ne. Zanimivo je edino to, da pri nas niso uporabljali toliko zažigalnih bomb, se pravi, parkrat so se poizkušali, no, najbolj zanimivo je, da so jih največ odvrgli 12. aprila 1945 nad Maribor, ko je bila praktična vojna že na koncu, ne, se pravi, tisto je potem tak včasih človek malo podvomil o dobrih namenih, ne. To so recimo zažigalne bombe, ne. No, to je, recimo, to je pa primer, to je posnetek isti iz filma, ki je, ne, se pravi, ki smo ga pregledali, se pravi, te 500-funtne bombe, ne. So angliške. Te druge, ja, prve so bile ameriške. Ja. Evo, to je zdaj Borovnica, ne, viadukt, ki je bil 44. večkrat bombardiran. Se pravi, to je posnetek po bombardiranju, ne, se pravi, s tem so se označili, se pravi, kje pa kaj so zadeli, pa kakšna škoda na tem nastala, ne. Namreč sistem je bil takšen, ne, da v bistvu pred bombardiranjem so naredili izvidniške posnetke, se pravi, in določili cilje. To so pri nas počenjali v bistvu že od poleti leta 1943, se pravi, potem med samim bombardiranjem, kot ste videli, so Američani vedno snemali, se pravi, samo bombardiranje, ne. Po bombardiranju so pa delali posnetke, tako en damage report, se pravi, Angleži so jih naredili cirka 5,5 milijona teh posnetkov, izjemno kvalitetnih, ki se danes v večini Evrope, razen pri nas zaenkrat še, uporabljajo za to, da se določa, kje so še neeksplodirane bombe ostale, ne. No, to je recimo potem Borovniški viadukt, že ko ga obnavljajo po bombardiranju, ne. To so pa krateri tam v okolici viadukta, ne, se pravi. Celje, ki je tudi bil, to so še pa izvidniški posnetki, ne, se pravi, ki so še določali cilje, ki jih ne bi bombardirali v Celju. To je ten Celje po bombardiranju.
enako. Dravograd je bil most, v bistvu je bil bombardiran pa železnica že jeseni, prvič 44, potem pa največ je bilo pa v bistvu bombardirano aprila 45, namreč to je povezano z potekom vojne same, namreč aprila 45 so Američani pa Angleži bombardirali v bistvu vse prehode preko Drave pa preko Save, zato da bi onemogočili te armatni skupini E, da bi se omaknila v tisto fantomsko alpsko trdnjavo, ne. No in zaradi tega so bili cilji, ne, se pravi tu od Zagreba, Varaždina, Ptuja, Maribora, Dravograda, se pravi pa potem mesta ob Savi sami, ne. Jesenice so imele v bistvu nesrečo, slabo bombardiranje, tako kot Maribor, to je 1. marec 45, ne. Največ cilj je bilo Dunajsko Novo mesto, ampak zaradi oblačnosti nad samim Dunajem, ne, oziroma Dunajskim Novim mestom, so izbrali alternativni cilj in ta dva alternativna cilja sta bila Maribor pa Jesenice, ne. No in to je recimo iz filma, ki so ga posneli, so potem izrezi tega, se pravi metanja bomb na same Jesenice, ne. Evo, tu so potem analiza potem zadetkov, ne, se pravi, kam so bombe padale, kaj so zadeli, tako naprej, ne. Torej, predvideno je bilo, da naj bi zadeli v področju 200 metrov, se pravi, da je bil radius, to se pravi, to je bilo uspešno, ne, ampak vidimo, da ne tu, pač pravi Jesenice so recimo v Voski dolini, ne, in ni uspelo, kaj šele potem na takem področju, ko je Maribor, ne. Ja, z druge strane pa treba še meniti, da Jesenice ne vem, ne, za Maribor vem, da je imel izjemno dobro protiletalsko obrambo, kajti več posadk se je pritožilo, je pač komentiralo, ne, da takšnega protiletalskega ognja, kot je bil nad Mariborom, niso niti nad Münchnom, niti nad Dunajem zasledili, kot so ga nad Mariborom, da je to bil v bistvu en pravi peko, ne. No, to so zdaj Jesenice, po bombardiranju tudi. No, to so zdaj ti kraterji, ne. Nemci so bili precizni, ne, oni so šli izmeriti, se pravi, smo podatke za Maribor, ampak se to je isto, ne, se pravi, takšna bomba, se pravi, 230 kilska, se pravi, mi pravimo 250, no, 500 funtna je pustila krater 15 do 16 metrov premera, 5 do 6 metrov globok. Se pravi, 500 kilogramska bomba je povzročila tam do 18 metrov, se pravi, tista na Maribor so pometali celo Angleži 2000 funtne, to je malo 860 kilogramske, ne, te pa celo do 20 metrov globok krater, ne. Neeksplodirana bomba, se pravi, takšna, ne, je pa povzročila krater približno 4 metre premeru, pa meter do 2 globoko, ne. No, to so tudi Jesenice, ne. Ter Ljubljana, se pravi, to je, mislim, da je Zalog, ne, namreč cilj bombardiranja Ljubljani ni bila Ljubljana, ampak je bil ta ranžirni kolodvor v Zalogu, ne, se pravi, to je bilo pač tudi marec, april 45, se pravi, strateško je bilo v bistvu enkrat, se pravi, z lovskimi bombniki pa lovci pa večkrat, ne. No, to je Ljubljana po bombardiranju, ne. No, to je Pragersko, to, kar je zdaj pač, da naj bil zdaj to glavni cilj, ne, Pragersko je bilo bombardirano pač, ker je tudi železniško križišče, ne, se pravi, proti Budimpešti in se pravi, pa naprej proti Italiji, se pravi, ampak tudi večina teh napadov je bila v bistvu marca pa aprila 45, ne. Nekaj je bilo sicer že prej, ne, ampak tisto so bili več ali manj, tako sem rekel, taktično bombardiranje, ne, se pravi, premikov nemških kolon. No, to je tudi to, kar sem namenil, ne, prvo bombardiranje so probali izvesti, oziroma so izvedli, ne, z težkimi bombniki, ne, in so zadeli nič, ne. No in potem so poslali, naslednjo so poslali pa potem te lovske bombnike, ne. No in vse na sliki se še nekaj, mislim, te slike niso dovolj kvalitetne, da bi se videli, se pravi, razlike med neeksplodiranjem pa eksplodiranjem bomb, ampak krateri se vidijo, se pravi, niso pa nobenega mostu porušeni, to je, no. So pa naredili kar precej škode, no, se vidi, samostan dominikanski. To je Radovljica, se pravi, to je most čez, ja, se pravi, v bistvu bombardirano ravno tako, se pravi, zaradi prehoda, ampak to so ga tudi, prav tega so govorili tudi z težkimi bombniki, ampak z lovskimi bombniki, ne. To je Vurberg, to je zadnja, to je iz filma, ne, namreč v Imperial War Museumu
imajo ohranjene kar precej filmov iz taktičnega bombardiranja Slovenije. Ne. Mi smo jih kar enih 15 filmov, teh smo pridobili, ne, se pravi od Žužemberka, Zafare, Vurberga, Postojne, Škofje Lok in tako naprej. No, to smo par izrezno potem naredili, ne. To so potem zadnji posnetki gradu, kakršen je stal. Ne. To so pa bombardirali Angleži oziroma raketirali. Ne. To so rakete iz Beaufighterja. Ne. In tudi teh raket je še kar nekaj ostalo, okoli niso tako nevarne, kot so bombe, ampak ravno tako povzročijo škodo. Vsi koncev cel Vurberški grad so porušili te rakete. Ne. No, to je pa Maribor, to je bilo po vojni narejeno, se pravi analiza, se pravi, kamor so te bombe padale. Ne. No, tu se zdaj vidi, se pravi, glavni cilji so bili, se pravi, delavnice Južne železnice, tam, ko piše Studenci, ne, se pravi, pa Koroški kolodvor, potem glavni kolodvor, se pravi, to je na zgornjem delu slike, in tu spodnjem, se pravi, tam, ko piše Tezno, tam je bila tovarna letalskih delov, pa Tezenski kolodvor Žirnik, ki je bil v bistvu največji v Mariboru. Ne. No, in v bistvu prav Tezenski kolodvor je bil najbolj bombardiran. No, in tu pa se vidi, ne, da vidite ta trikotnik, ne, kot mu pravimo, tukaj železnice, ne, pri Dravi, tiste sivi del. Ne. Se pravi, to je bilo aprila 1945 je bilo to glavno zbirališče nemških čet, ki so prihajale ali iz zahoda, ali iz juga, ali iz vzhoda, se pravi, tu so držali in tukaj, ko vidite, ni bombnih zadetkov, zato ker tu so večinoma pa napadali zlovci, lovski bombniki. In aprila 1945 je bilo v Mariboru največ nemških žrtev, se pravi, v času cele vojne. Ne. No, to še pomanjka tisto. Ne. No, to pa je zdaj Maribor, ne. To je zdaj, se pravi, poznejši tam, se pravi, tovarna letalskih delov, se pravi, v bistvu Angleži so vedeli že leta 1944 oziroma 1943 jeseni vse o tovarni, ne, se pravi, mi mislimo, da je bila to neka skrivnost, tudi ko so začeli graditi podzemno, so vedeli vse točno koliko, kaj je podzemno, tako da so imeli vse podatke, zato so pa tudi, v bistvu, ko so bombardirali oktobra 1944, smo videli Tezno pa tovarno letalskih delov, so uporabili potem te 2000 funtne bombe, ne, zato ker so v bistvu ugotovili za sprejšnji minister, kaj velike škode povzročili, so pač računali, da bi prebili, se pravi, streho ali pa tudi, se pravi, zamajali temelje s spodnjim delom, pač jim ni uspelo. To je Maribor jug, ne, se pravi, to je tudi, mislim, da je maršalsko bombardiranje 1945, ne, se pravi, to se spet vidim, to je tovarna letalskih delov, ne, pa Tezenski kolodvor. To je 1. april, se pravi, to je bil pa cilj železniški most, ki ga v bistvu v vseh bombardiranih, pa mislim, da jih je bilo s taktičnim vred, jaz mislim, da več kot 60, ne, niso v bistvu nikoli uspeli prav zadeti, pa poškodovati, ali pa uničiti pa sploh ne. No, to pa so zdaj pač posnetki Maribora. Maribor je v bistvu bil najbolj poškodovano mesto v bivši Jugoslaviji, primerljivo čisto z nemškimi mesti. 47% hiš je bilo uničenih težko ali pa lažje poškodovanih. Tako da v bistvu današnja podoba Maribora je v bistvu izvira praktično iz tega, kar se je zgodilo tudi v stani vojni. To je kolodvor, to je carinska postaja, bila nova zgrajena, ki je bila popolnoma uničena. To je Kopitar, to je v bistvu kolodvor, ne. To je v bistvu spomladi 45 je Maribor v bistvu bil doživljal najtežje. Največje bombardiranje, mislim, da jih je 176 bombnikov je bombardiralo, vse več valovih, ne, ker je pač Maribor bil majhno mesto. Ne. To je klavnica nekdanja ob Dravi. Partizanska cesta. To je tik ob kolodvoru. No, to so pa zdaj to, evo, po Dravi, ne, krateri, ne. Drava takrat še ni bila zajezena, kot je danes, ne, se pravi, velikansko jezero, ne. In mi si v bistvu niti ne moramo predstavljati, koliko teh bomb leži v Dravi noter in prej se bo spet zgodilo, da bomo imeli kakšno, tako kot so imeli zdaj na reki, ne, pred kratkim, ne, se pravi, da se bo spet to našlo, ne, tega je, ja. No, to so pa zdaj potem nekaj teh bomb posnetih po koncu vojne, ne, eksplodirajo. Nekje do marca 1945 začetka so Nemci še uspeli odstranjevati bombe, ne. Se pravi, potem so jih samo označevali, ampak s tem, to so delali na področju mesta, ne. Mesto je imelo 40 000 prebivalcev, se pravi, to je bilo v bistvu, ne vem, četrtina današnjega mesta. Vse, kar je padalo na njive, zunaj, tako recimo tam vidite, ne, to sploh več niso niti registrirali, niti označevali, pa še to
oni so izjemno pretiravali. Naši prvi knjigi, ki smo naredili, ne, smo šli po nemških podatkih, ne, in tam, ko so Američani vrgli 300 bomb, so Nemci napisali, da so jih vrgli od 700 do 800. Ne. In seveda so potem te številke popolnoma neprimerljive. Danes te številke, ki so uradne številke, koliko bomb so Američani dejansko odvrgli nad slovenska mesta. Ne. Te znaki blindgangeri, tega je bilo, to je pa že tudi po koncu. No to pa je zdaj, to bo pa kolega lahko povedal, ne, kako nevarno delo je to danes zagotovo tega tako ne počnejo, ne, ampak evo, to so takrat počeli tako, kot danes si navažite kruh, ne, po domače rečeno, ker drugače to se takrat ne dalo, ne. Zelo po domače, ne. Tudi to morate vedeti, da to so počeli tudi vojni ujetniki, tudi Mariboru. Sicer zavezniški niso prisilili, ampak so jih bogato nagradili, ruske so pa kar primorali, ne. To je zdaj recimo demontaža, ne, take. No to so pa potem krateri, ne, če to ni uspelo, ali pa toliko, kako to izgleda, potem ko takšna bomba gre zrak, ne. To je recimo, še to recimo, zakaj, to sem si izposodil v bistvu iz muzeja Smithsoniana, se pravi to bombo, se pravi, od leta 1944 so Američani uporabljali, jeseni 1944 so uporabljali na 10 do 15% bomb, ki so jih odvrgli, časovne žgalnike. In ti so bili pri teh bombah narejeni tako, kot vidite, ne, da se bomba sprosti pod kotom, se dvigne navzgor in potem pa čaka. Ne. Se pravi, ti časovni žgalniki so lahko izpirali na minuto, 2, 10 ali pa čakajo do danes. Ne. Imeli so tako malo varovalo iz aluminijastih lističev, ki so počasi razpadali. Ne. In ko ti lističi do konca razpadajo, se sproži fedra, ki potem sproži udarno iglo, da udari po detonatorju, in če detonator še ok, potem bomba gre v zrak. Ne. No in Dravsko polje, če ga poznate, ne, to je v bistvu plodnato, ne, se pravi, izjemno ugodno za take stvari, ki bomba lahko prosto gre, ker ni nekih kamnin, ki bi ostavile, se pravi, ali pa eksplodirale, se pravi, da potencialno takih bomb lahko pri nas je še kar nekaj. Ne. No, tako recimo tale, ne, ko se je zarila tako navzgor. Ne. No, to so pa zdaj angleške bombe, ne, se pravi, evo, tale tukaj 2000, ne, to so največji, ki so nad Mariborom metali, ne. No, tisti talboj, to so pa zdaj pred letoma, 2 na Poljskem aktivirali, ker so v Baltiku našli, recimo, ne. Morate vedeti, da v bistvu to je eno iz najbolj nevarnih početij, ne, Nemčiji je od leta 2000 do 2020 20 bombnih tehnikov umrlo samo pri aktiviranju bomb, ne. Da koliko je bilo še ranjenih, jaz v bistvu ne vem, to sem jaz pač, bil si kolega po teh podatkov še imel več, kot jih vem jasno. Evo, to so pa potem natovarjene na bombnike, na te iste bombe. No, to je 2000 funtna pa 200. Ja, 110 kilske, ja. No, to pa je iz Anglije, ne, to so, ker imajo pač ohranjene tudi te bombnike B-24, se pravi bombe, to so te 250 kilogramske, 230, no. No, to so pa že Američani pred koncu vojne, ne, začeli opozarjati na to, se pravi, kaj je za temi bombami, ne, tako sem rekel, ne, Angleži so leta že 44, ko imamo načrte za bombardiranje Tama, ne, oziroma področjega Tama, ne, ugotovili, da vsaka 5. angleška in vsaka 7. ameriška ne eksplodira, ne. No in so potem pripravili, kako ravnati z temi bombami, če jih kje najdete, ne. No, to je zdaj isto, ne, se pravi, to je kar je ta spremljanje sliki, ne. Zdaj jaz ne poznam toliko, ampak tista kroglica tam, ker je to presenečenje mina, ne, se pravi bomba, ne, se pravi, če se tisto premakne, potem, to se je Göttingenu zgodilo, ne. Ostanje se odvija. Ja. Bi nam teli zdaj mogoče na tem razložiti delovanje tega uživalnika? Jo, seveda, absolutno. Ja. Vprašanje. Se oproščam, jaz sem imel prezentacijo, ampak je ostala doma na domačem računalniku. No, oproščam. Hvala. Bom pa probal, poskušal, pojasniti kakšne stvari, ki bojo noter, o našem delu predvsem. Jaz sem ko pač Bojan iz enote, naše enote za odstranjevanje NUS, to je državna enota, ki po celi
trenutno po celi Sloveniji, včasih je bilo to drugače organizirano, še posamezne gasilske enote, posamezne občine so organizirale odstranjevanje, ne. Zdaj imamo pa nek enoten sistem, zaradi tega, ker oprema in vse skupaj je precej drago, ne. Če hočeš pa kvalitetno delati, pa da ohraniš življenja, seveda moraš pa vložiti na enem koncu, v enem centru in potem disperzirati sile tam, kjer je potrebno, ne, tako kot v teh primerih, ne. Moram reči, včeraj sem bil v Slovenj Gradcu, sem gor, ne, prijavil občanov, sem na hitro samo to, kak približen sistem poteka, ne, pravne osebe pri nas zakonsko morajo to storitev, če je prijaviti, zakonsko pa ni regulirano, kar bo potem verjetno še debata na konec, ne. Dočim pa občani sami kot taki, ne, so pa zaščiteni in če da prijavo občan, potem seveda naša služba v okviru civilne zaščite reagira, mora pa podati prijavo. In tako recimo sam primer, ne, v Slovenj Gradcu gospa je podedovala zemljišče od očeta, oče je tam naj bi neko letalo šlo, nekaj bi padlo dol, ne, in oče je rekel, vedno, ko so orali, je dvignil plug gor na tistem mestu, ko je šlo čez, ne, je rekel, tle pa bomba, ne, in seveda gospa si je zapomnila, to zdaj je starejša, ne, in je prijavila, ker mislijo planirati tiste red, ne, in zdaj se bojijo, ne. Ustno izročilo je, ona je vedno, ona ni videla, ne, takrat, ko ni bila še, ne, ampak po vojni, ne, so pa orali pa obdelovali, ne, prijavo dala, seveda naša služba oceni zadevo, preveri podatke, ali je bilo, ne, in v teh podatkih smo našli noter, to se pravi, da je, so bile pa na terenu dve, ena, da je zraven šel dol, ne, druga pa, da je po dolini gor, pa da je pol treščil, ne, in pa da je padlo dol z letala. No, potem smo ugotovili, da so bila ta dva lovca, ne, ki sta letela, ne, eden je potem oba sta bila zadeta nekje na Zrečani gore, eden je potem šel proti Mariboru, drugi pa proti Slovenj Gradcu, ampak oba pilota sta izskočila ven in potem sta leteli sami, ne. No, in vmes zgleda, ne, tisti v Mariboru je cel padel dol, skupaj z bombami, tale v Slovenj Gradcu pa gorel in je zadeva padla dol. Med letom bomba in zgleda na tisto njivo, zdaj bomo pa videla, je to res, ne. Preiskava še sledi, ne, v tem. Tok okrog tega, to se pravi, na ta način deluje približno naša služba. Bom samo pokazal, ker imamo ravno primer tega, ne samo toliko, da vidite, to so stražunski gozd pri Mariboru, ne, ker druge so ti kraterji izginili, ne. Se pravi, to je kolegica stoji v njem noter, ne, da se vidi, v bistvu, koliko je ta krater še danes globok, ne, in teh kraterjev je še, kot vače rečeno, ne, tega je pri nas. No, to je pa zdaj primer ravno iz arhiva v Edinburgu, se pravi, to, kar vidite, ne, so normalni kraterji, ne, to, kar je zeleno označeno, pravi, to so pa ti kraterji neeksplodiranih bomb. Pravi, to so toliko kvalitetne fotografije, da potem na teh, se pravi, se vidijo, se pravi, kje so te neeksplodirane bombe bile, se pravi, in ker teh na njivah nihče ni odstranjeval, se pravi, po vsej verjetnosti so te bombe še danes tam ostale, no. No in to imamo zdaj primer, to je zdaj pa Maribor, 8. tretji, se pravi, 45, se pravi, to središče je kadetnica, tole, kar je pa z rdečo označeno, to so potencialno neeksplodirane bombe. Enih 600 teh jih je zagotovo, ker so identični kraterji. Ostalo je pa treba dobiti bolj kvalitetno sliko, se pravi, se lahko to ugotovi, ne. No, to je posnetek potem iz Geodetskega inštituta, ne, se pravi, to je iz 59. Se pravi, ki je identično, se pravi, imamo vnešene bombe, ki so eksplodirale, pa ki niso. No, in to je pa zdaj čez položen, pa se pravi, Google Maps, se pravi, da se vidi, kje so ono, in recimo kadetnica, ne, vojašnica, se pravi, je potencialno, se pravi, tam enih 4 do 5 neeksplodiranih bomb še v kadetnici sami, ne. No, to je, mislim, je pa tako, ne, da vprašanje ponekod, mislim, ravno zadnji primer, mislim, skoraj zadnji, ni bil zadnji primer bombe, ko so nov Lidl gradili nasproti zapora, ne. Tam bomba ni bila evidentirana, ni bilo nikjer, ne. Ja, mi jo imamo, ne, se to je, tisto bombo plus bombo, ki je 250 metrov na drugem koncu Lidla. Tam je še ena bomba, ne. Ja, in tisto zdaj tudi, in zdaj ideja je, ne, da bi se naredila študija, se pravi,
kje so te bombe padale, se pravi, kjer je potrebno v bistvu raziskave izvesti, preden gradiš. Nemci pa recimo imajo to že leta pa leta, se pravi, ti v Avstriji pa Nemčiji ne moreš zasaditi lopate, če ne narediš analize tam, kjer so bombe padale, pri nas pa tega zaenkrat še ni. In Maribor po ocenah, ki jih imamo zdaj, se pravi, leži na od 500 do 800 tonah neeksplodiranih bomb. Se pravi, to zdaj govorimo o strateško bombiranju. Ko bomo še pa dali taktično, bo pa prišlo tam po moje celo do 1000. Ja. To je zdaj primer. Od teh rdečih, vidite, jih je 5 do 6 zagotovo, se pravi, ki so ostale. In zdaj, to, kar tam vidite, to je isto, to so bile vse njive. Zdaj pa vidite, to so zdaj hiše, se pravi, ulice, se pravi, ja. Tako da. Problem je po mestnih središčih, tam, kjer se poruši, ker oni so slikali prej, porušitev, bombardiranje, bomba pade, ne eksplodira in je potem slikanje, zatem med tem časom se pa zrušijo objekti in pokrijejo tisto. To pa je problem. Dočim pa ne taki lepi vidni krateri vstopni so še vedno pri globokem, prej je bilo pokazano tisti most na Gorskem pri globokem, tam so pa še en krateri vidni in vstopne odprtine. Mislim tako, glede na to, mislim, koliko poznamo, seveda zdaj s tehnologijo, ker je precej globoko, mi s površine lahko recimo 4 metre, garantiramo, nekako prečešemo teren z globinskimi detektorji, nekako garantiramo 4 metre. Vse ostalo je pa potem ali radar, georadarska tehnologija ali pa vrtanje. Sem recimo na mariborskem območju, sem prvo vrtanje odpadel, tako da edina georadarska tehnologija še, če je globija vsa zadeva od 4 metrov. To je to, tako da tle Maribor še čaka, pa pol zakonodaje problem, to vemo, pa bo pogovoril verjetno več. Večino, če gremo nazaj na tisto živalnik, sem doma bolj pojasnil. Če se vrtiš na Ja, bom, Kemični vžigalnik, tle noter je steklen, v sredini vidite tiste rdeče, ko je noter. Tle noter je aceton z alkoholom mešan. Zdaj, odvisno od tega, kakšna je mešanca, je tudi časovni zamik noter potem. Od spodaj potem imate celuloidne zakasnitvene diske, ki se potem stopijo. In zdaj problem teh celuloidnih diskov, zdaj trenutno v Nemčiji, Avstriji, je tudi takole, da po 60 letih so začele pokati prve, ker razpadajo. Ta celuloid ni nujno, da je z acetonom otopljen, ne glede, mogoče se ampula ni razbila, ampak so začeli te diski razpadati in ko razpade ta disk, potem ne drži tistih spodnjih kroglic in potem mehanski del oddela. Seveda nikakor se pa ne sme tukaj odvijati, vidite, kot piše mina presenečanja, ker tam dol imate na kroglico, se odvije spodnji del, ta ostane vkleščen, ko odvijate, potem pride do sprožitve, tam gor imate še ne 2 kroglice, tle se ne vidi toliko, 5 pri udarni igli, na vsaki strani se vidi 2 kroglice. Tiste 2 kroglice, potem ko odvijate, padete noter in pride zopet do sprostite. To se pravi, to se ne sme odvijati. In potem učinkujem, to se pravi, poskušamo onesposobiti, tako smo tu na Orberku naredili, da z eksplozivom zadevo večinoma to delajo z eksplozivom, moraš pa natančno izmeriti, koliko je debelina, da ne pretiravaš, da ne aktiviraš. Tudi Nemci pa so zelo pedantni, če gledamo, pa kar nekajkrat jim je, zadnje, ko sem gledal, je Angležem uspelo jo rukniti. To se pravi, da oni so jih hoteli nesposobiti, tako kar smo mi, vendar pa, če bi bil heksogen noter, pa če je ima pretiraval z rezilno polnitev eksploziva, pride lahko do aktiviranja. Ne tako, ko smo mi naredili. Nam je uspelo, kaj ne rečem. V glavnem, to je to, ne sme se odvijati in to je res skrita grožnja. Tako da, mogoče edin tok v produ, ker Maribor večinoma je bil, čeprav to je tudi, tako da na produ nekako pride, voda se izmenjuje, včasih je natopljena, včasih ni. In potem nekako pride do več revenja, to smo že videli pri več bombah. V Nemčiji pa drugače imate pomul noter, je zaprto, in ko zadeva pride ven, zadiha in je v tistem mirnem stanju, tako so
na zadnjem Göttingenu, Ja. ti trije, ne, so Ja, umrli, ja. umrli. Ja. Ko so bombo ven dali, so jih hoteli nasposobiti z vodnim obrazivnim rezalcem odrezati, ne, zadek ven, ampak je prišlo predčasno do aktiviranja, ne, je 3 ubilo, več je bilo ranjenih. tako da. No, za Maribor samo še toliko podatek, ne, to je tisto, ko sem prej pravil, da mislim, da so Angleži odvrgli okoli 2000 kosov teh 2000 funtnih, ne, to pomeni, da jih je cirka 200 potencialno neeksplodiranih, ampak to so tako ene blockbuster bombe, ne, to pomeni bomba, ki eksplodira pa poruši celo ulico, ne. Angleži so jih te testirali na Palermo pa Nikšiću, z Nikšića imamo posnetke, ne, se pravi, ko so pred bombardiranjem pa po bombardiranju dejansko cele ulice so zginile, ko je bomba eksplodirala sredi ulice. Ne. In to je to, kar jaz mislim, da se mi danes premalo zavedamo, da smo zaenkrat imeli srečo, da se še to ni zgodilo, ne. Ampak sreča poteče in prej, slej se bo enkrat zgodila in škoda, ki bo pa nastala zaradi tega, je pa v bistvu nemerljiva. Ne. Tok na blockbuster ima običajno 3 vžigalnike, sicer so mehanske odspredne, ampak je zaradi zanesljivosti delovanja na 3 koncih, ne, ampak lahko se je zgodilo, da je ko odmetala dol žica ni, ker ona mora sprostiti vetrnice gor, ne, in ni sprostila vetrnice in je padlo dol. Tako smo imeli primer v Dravogradovi, prej lepo predstavljeno gor, 3 bombe, ne, cel vlak, 4 bombe noter nosom, ne. In ko so gradili zraven dvorano, ne, tam ste videli mogoče tam polje pa tisto igrišče, zraven igrišča so dvorano, ne, in prvo bombo dobijo oni, ko odkopavajo, potem naslednjo, ne, bombo v okviru in potem še tretjo, ne, 32 metrov. Mi smo zmerili približno 16 metrov med vsako, ampak tista tretja je še danes blizu vhoda verjetno zakopana noter, tako da je. To se pravi v isti razdalji, ker je linijo potegneš, ne približno, ne, je tam noter, je še vedno, ne, to se pravi tam gor, predvidevam, ne moram jaz zdaj trditi, ker nismo ker je bilo gradbišče, ne, nas so samo poklicali, ko so jo to našli, ne, ampak sem zaračunal, ne, rak 4 noter, ne, tako je, ne, B24, ki so bile, B24, 24, ja. B24, ne, 4, 8 bomb, ne, to se pravi 3, 1, 2, 3 v liniji, ne, pa manjka, pa 32 metrov, 16, približno, no. Ja, tako se v seriji, ko ste videli na filmu, ne. Ena beseda je 2, ne, prav še vedno leži nekje noter, 5 dni takrat, ne, niso potem, da bi nekdo ostal, ker še ne na podlagi, ne najdbe, potem, mislim, ni nekako sistemsko, to pač še ni vrejeno, ne. Ja, nažalost. No, to je zdaj prilika, ne, v bistvu zelo to, ne, da na teh podatkov v bistvu se lahko v bistvu te študije naredijo za celo Slovenijo, ne, se pravi, kje ta področja so, se pravi, se pridobijo v bistvu takšne karte, ne, kot je tale, ne, se pravi, se potem na podlagi tega gotovi, se pravi, ali tam še te bombe ležijo ali pa ne, ne. Se pravi, zagotovo to pride dosti ceneje, kot pa če bo kar krivo bombo razneslo. Je pa res, da je to danes biznis postal, ne. Angleži računajo za en taki posnetek, ko sedaj vidite, to stane 380 funtov. En sam posnetek. Zdaj, to recimo, to, kar vidite tukaj za Maribor, ne, se pravi, oni so slikali po kvadrantih, to je iz kvadranta, kjer je 13 slik, se pravi, ampak to so za kvaliteta za knjigo, recimo, ne, je 1000 evrov, recimo, ne, 13 slik, ampak jih je 4 uporabne. Se pravi, zato je v bistvu treba te stvari iti gor, se pravi, iti pogledati, kateri področje se pravi, se takšne bombe nahajajo in to izbrati, ne, ker če bi naročil recimo samo za Maribor, za eno bombardiranje, recimo za 8. marec, to prije tam skoraj 50 000 evrov za te slike dati, ne. In to je pa, ja, že to tako smo si privoščili, v bistvu vse, kar smo financirali sami, da smo v bistvu lani po arhivih hodili, pa tako gradivo zbirali, tako da je to, že tako je to strošek bil, ne. To pa je potem to, na podlagi česa pa potem lahko vi naredite, potem se pravi analizo, se pravi, ali tu bomba je ali pa ni, ne. Zato je to ceneje, ko pa, če ena gre v zrak, ne. Sicer že spada tle noter, ne, zdaj mi reagiramo, trenutno je zakonodaja tako, ne, da reagiramo na klic, reagiramo na prijavo, ne. Tako sistem pri nas ni, ne. Zunaj je to drugače, ko imaš ti rdečo cono, rdečo, oranžno, plavo, zeleno, ne. Nevarnost. Seveda to je noter okolje in prostor, ne civilna zaščita, ne.
Ministrstvo za okolje in prostor lepo naredi tale tabelico, ne, na podlagi strokovne ocene, ne, in seveda, ker tle noter, glejte, niso samo bombe, ne, bombe so izrazito, ne, ker res, ampak se nam je Kras v Italiji, ne, če pogledamo, ne, naš Pipistrel, ko je šel, če v Ajdovščini ni rabo, ali pa tle v Gorici ni rabo vsov dodati, ne. Takoj, ko je šel čez meje delat, je 70.000 evrov plačal za pregled, ker ni dobil gradbenega, ne. Pa je samo 50 metrov čez mejo, koliko je tista njegova fabrika, ne, samo čez mejo. Je že drugače, v Avstriji bo ti isto, ne. Takoj čez mejo, pri nas ni, ne, samo to je, ni mi temeljna zakonodaja, tako kot imajo te naši sosede urejene, tega mi imamo, ne, nažalost, ali pa ne vem, no, sej, je pa strošek, ne, za državo, seveda, vse strošek. Ja, samo, no, zadnje, kar jaz vem, recimo jaz ne poznam to, ker jaz pač sledim zdaj po literaturi, to, v Münchnu, ko je ona tako, ko je bila globje noter bomba, ne, in so jo probali uničiti, pa je ni uspelo in je v bistvu eksplodirala, ne, je v bistvu za 1 milijon evrov škoda naredila, ker temelje porušila, v bistvu vse, ne. Se pravi, zdaj, strošek. Drugo, se kar nekaj Nemcem eksplodiralo, samo oni imajo ogromno tega, ne. Ampak vseeno, to moraš računati, in oni imajo sklad, poseben sklad za občane, ne, ko zbirajo denar zaradi tega, vse občan ni kriv, da je tudi pri nas nobeden, ne. In mora država kot taka, verjetno bi morala po nekem podobnem sistemu, kot je v Nemčiji, ne, poseben sklad noter in denar za te stvari, ne. In zdaj siromašimo, ne vem, operativno dejavnost, ne, mi moramo, ne vem, za neke take preglede, zdaj, ko se pojavlja, vem, da ta Kras in zdaj zaokupiral, ker edin zdaj je še čas, ne, zdaj, ko bo enkrat se zatravilo, ne bomo nič več, ne, zdaj smo vsaj nekaj teh požarnih, poti ob požarnih, da bojo gasilci lahko varno delali, ne, vsaj to smo spucali, ne, tako da. To je podobno, ne. Tu pa še ena stvar potem povedati, ne, recimo, da Kras je recimo ostankov iz prve svetovne vojne, se pravi artilerijski granat in tako naprej, ne. Po drugi strani je pa pri nas recimo ostanek tehle protiletalskih granat, ne, ki so jih streljevali. Za en bombnik se strelice uporabili 16.000 granat. Zdaj, koliko med njimi ni eksplodiralo, ampak to so bile zdaj od 88 mm, ko govorimo o tistih manjših, se pravi topovih protiletalskih, 105 pa 125 mm, ne. In to je potem letelo vse na zemljo nazaj. Se pravi, zdaj, če računate, Maribor je imel obroč okoli, se pravi 6 baterij od, ne vem, Hoče, Zrkovci, Brezje, v centru mesta 2, se pravi, to je letelo v zrak in potem na tla, ne. Se pravi, to je še tudi nekaj, kar še v bistvu ne vemo, ne. Hočem pa samo to reči, da toliko teh področij v Sloveniji spet ni, ne. Pravi, Maribor je zagotovo najbolj izpostavljen, potem imamo Jesenice, imamo Celje, imamo Zidani Most, imamo Borovnico, pa ta Zalog na Ljubljani, se pravi, to so vsi najbolj izpostavljeni. Se pravi, ker je bilo treba potem to študijo narediti, se pravi, pa zakon temu prijema spet, ko ga imajo Avstrijci pa Nemci, se pravi, da so ljudje, ki bojo tam gradili, v bistvu zavarovani, ne pa da danes lahko gotovijo, tako sem rekel, da jaz nekomu rekel, tvoja hiša pa potencialno na bombi stoji, ne. Ni možno. Ja, mislim, ja. No, samo še toliko, ne, v Mariboru, ne, če pogledamo Harvey Norman, ne, tam je, pri Harvey Normanu je bilo na 7 metrih globine. Se pravi, na polju, tam ga je prikazano, tako tukaj polje, ona, gor zemljina, pol metra, 60 centimetrov imate zemlje, ne, in potem naprej ona se zarija, pogledajte, 7.000 do 8.000, koliko so 7, približno 7.000. Med 5 pa 7 so metali, ja. 20.000 fitov, ne, deljeno s 3, kaj slikov, ne. Smo gledali, ko je slikov je približno 8-9.000 metrov, ne. Bombardirane so se zvali, ker so bili malo težji 7.000 do 8.000 metrov višine, ne. To prileti dol, pa se kar zarije. V mestnem središču, kjer so bile tamponirane zadeve, 3-4 metre imamo, ne, najbolj. Na njivah pa globlje, ne. To pa 7-8 metrov. Pa so bombe res naredijo to krivuljo, so... Tudi, samo zdaj imate tam, v Mariboru je problem, ker so včasih velik prot, pa je odbija, ne. Drugače po večini dostikrat položene noter, tam, kjer so v objektih, je pa čist drugo, lahko je tudi nazaj postavljena,
ampak je zaradi tega, ker je padla na rob objekta in Pa se je potem prevrnila. prevrnilo. Ne vem, v Lihoteznem, Ja. tam, kjer so preizkušali tele motorje, ne, Ja. je bilo pod temelji, meter zraven temelja je bilo noter. Tako je ona, ko smo jo videli, se ena tako smo videli tam na to, ko je tudi, ravno tako je bila obratno, ne, čakaj. Čakaj. Evo to, tole, ne, evo. To je zid hiše gor, ne. Ta je potem obrnjena navzgor, ne. Ja. Čist, ker je spremenil let Ja. in je potem na ploh. Še nisem nekaj oblih, 40 let nazaj, ne, smo imeli akcijo, so do Planiki, tam zraven. Precej je, zgleda, veter jih je zanesel, nekaj Ja, smo ja, imeli ja, nosi, ja. in so, pa večina je padla izven tirov, oni so železnico, ne, Secirali, ja. železniško postajo, so pa vse bajte, vse tisto, kar je bilo, to se pravi naselja, so večinoma Ja. zadeli, ne, je tukaj ta val, zgleda, veter po dolini odnesel v uno stran. Planiki nas kličejo, ne bi bilo bomba, nekaj pridemo gor, res, tisti fantje, bosančki sicer so štemali, so prenavljali noter, ne, s Planiko, čevlje prodaje, ne. In je noter, seveda, okroglo, ampak vidno, vsa prepikana, ne, seveda. Oni so mislili, da je noter armatura, ne, da prvo, preden so ugotovili, da je to polokroglo, pa da je bilo lahko kaj drugega razne armature, so je že osnovna špika, ne. Ampak je dobro, je zgleda preletela v objekt in je čisto lepo ležala in je 15 let je tale poslovodja, mu je pod mizo ležala. Ja, res, mislim, to je tako, bez tega ne morem podaviti, res, ker je prišel, je rekel, poglej, 15 let sem jaz tle pod to mizo sem jo vahtal, ne. Je bilo požigalnik, so bila dva vžigalnika gor, žica aktiv pasiv, zgleda se je nek strgalo, doskrat se je strgalo. Ja. To smo vse videli na filmu. Ja. Mogoče so tiste kajlce, ko držijo na drugi strani, ima preveč trda in pride do trganja, ne. In potem ona ne vrti, ne, se ne odvrti. In potem ne eksplodira. Ja. No, to je bilo pa podobno, pardon, ne. To je pa, ko je našel, ne, z otroci naložil na prikolico in šel gostilno z njo. Potem je pa domov pripeljal, ne, mislim, ta bomba, če bi središče Duplek razneslo, bi danes Duplek, mislim, rabo novo občino. No, moram reči, kad sem jaz, ne, to se pravi, mi smo pol, zraven sem bil, ne, poleg, no, hodilnih, ne. Tam, tako da je oni še ne 50 metrov po bregu do ceste dolbali. No, še slušajte, no to pa je. To je sred brega. Ja. To je sred za, ona je Vurberg, ne, zgoraj ste niste videli rakete, ko so letele, pa na zadnje je še lovsko letalo, pa še bombe. Dve bombe. Ja. In so obe zgledali na streho nekako, ker repa pa ni bilo tam dol najdenega, ne, tam, ko je bilo, ne. Ena eksplodira, druga pa ne, in on je to vedel, in je šel z otroci iskat to, ne. Z detektorjem, kupil je prav detektor za otroke, da so šli zaklat iskat. Še pa mi pokazal detektor, vse bom, če prvo škoda sliki, nekaj imam. Na v ključku, ki je doma. No, in je potem, in seveda odkopljajo to, nekaj vidijo, pride do rici, vrno odkoplje, ampak to je sred brega, ni mogel z unimogom, kje priti, da bi dvignil, ne, s Pathfinderjem. Ne, in je potem to, tistih 50 metrov do prve ceste dol zvalil, no. Potem pa se dvignil in odpeljal potem na grad gor nazaj, ne, domov, no, pred Bajt, za Bajt. Meni si šel gostilno še? Meni si šel še gostilno? Ja, seveda se je moral iti tam in, ker je gostilna, je pa šel po cesti gor, je šel se pokazati, najprej, ker je to hotel, ne, to bi bila atrakcija. Da bojo to razstavili, seveda, da bo uničljal, ne. Potem je župan reagiral, ko je videl, da so zadeve šle malo predaleč, ne. Potem župan je rekel, a boš ti prijavil sam, ne, potem je on sam prijavil, ne, rekel bom pa jaz, ne, to pojde, ne, in potem se je zadevo zgodbo odvila, ne, tako se je. Na srečo. Ja. Ja, toliko. Zdaj, če imate kakršnokoli vprašanje. Mogoče tehnično vprašanje, kaj nevarni so zdaj samo še ti kemični vžigalniki ali so tudi še mehanski vžigalniki? Ne, moram reči, da večinoma mehanskih poznamo strukturo, tudi od zunaj, tako, ne, tam zdaj
Mi zelo sodelujemo z avstrijsko enoto, tudi na klic, ne, to se pravi, mi če kaj rabimo, ali kakršno tehnično pomoč, ampak dobro smo se zaverzirali, imamo Kubo, ker tu dela tehnično, jaz ne smem se že prestati, ne, ja. V zakonu ne smem več, ne. Tako da svetujemo, lahko še kakšne stvari, ne, tako da. V glavnem, mehanske so tako, da ni več, ker mora neka sila delovati. Notar imate, če bi imel tle, ne, imam sicer na ključku noter, v glavnem nekaj se mora sprostiti, ne. Mora se noter preden pride doktor, vedno je nekaj strani dva varovalna mehanizma, ne, če ni, ne. Sploh, če zadeva ni bila armirana, zaprav ko sem prej govoril o tisti žici za armiranje, ne, če je tista var, potem je vse kuglice so noter, valčki, no, recimo na sprednjem, zadnji je noter, vse je nekako, to se pravi, ni odbito in je v pasiv položaju tako, da tudi vi, če skramba res bi moral neko grobo silo, da bi poškodoval vžigalnik, ne. Če po telesu ne same, če pogledate na telo, ne, ni nobenega učinka. To debelina sten angleških GP-jev, ki je tam od te, ki so bile v Dravogorodu, so imeli 7 mm, večinoma v Mariboru pa 9,5. 500 kilske ima pa tam okrog 13 mm debeline sten, ne, tako da ne moraš ti kar tako, moraš rešiti neko silo, ne, pa še to moraš na vžigalni sistem, ker sam eksploziv je pogori. On je gorivo komponenta, ne, on sam po sebi gori, zdaj dokaj dobi inicialnega impulza, ali pa detonator, ne, pol pa gre v eksplozijo. Mislim, dokaj varno se šlo vse zaradi tega varno, relativno varno, ne. Tako bi rekel, same od sebe ne, je to stabilno, ne. Eksploziv je stabilen, vsi elementi, kar je delovno, da za skladiščenje, za transport pa to. Kar se tiče Angležev, Američanov so bili dosti pedantni, prva vojna je pa bolj taka. Ko so delali res na frontu, takoj za odstreliti, ne. Tle pa je moralo biti v skladišču, je moralo transportirati, se je moral na avion, se je moral avion pripeljati in tu mora biti varno. In je še danes, tudi če je dol padlo, je še vsem, ker je bilo tako narejeno, da takrat, ko dol pade, šele potem 4 sekunde, mislim, pardon, 0,05 sekunde zakasnitve, tako da je približno prišlo na 4 metre globine, da je takrat eksplodiral. Skoraj vse so imeli zakasnitve. Ja, to je samo sistem, no, zakaj ne, v bistvu bombardirali so tako, ne, da najprej so vrgli, se pravi, te težke bombe, ne, se pravi, ali 500 kilogramske, ali pa celo še te teže, ne, da so strehe odkrili, ne, se pravi, ki so potem stavbe razrušile, potem so prišli z žgalnimi bombami, in potem so pa spet prišli z streljenimi bombami, da so te požare razširili, pa še ta tretji val je ponovno bil takšen, da so počakali, da so prišli že reševalci, pa gasilci, se pravi, da so probali potem čim več škode narediti tudi pri živi sili, zaradi tega, da so demoralizirali ljudi, ne. Na srečo pri nas tega sistema, ker tega sistema bombardiranja naselij, se pravi, stanovanjskih delov, niso brali razen po naključju, ne. Se pravi, to je bilo pač za Nemčijo, pa za Avstrijo, se pravi, pri nas, ampak gleda to, kar smo ugotovili, kako je to bilo v bistvu 7-8 kilometrov bombardirati, ne, se pravi, pa malo veter zapiha, pa bombe nese sem pa tja, tako da vidimo, da tudi kolodvor, recimo, ki je bil glavni, ne, ki je bil najbolj poseljen okoli, je v bistvu dobil malo bomb, pa sva tir zadet, tudi če so ga zadeli, so ga 2 dneh popravili, ne, medtem ko hiše okoli so pa, spravi, ta predel kolodvora ima današnjo podobo, ravno iz posledic tega bombardiranja, predvsem 45. Ja. No, ne ve se, no, tudi oni niso bili čisto nedolžni, ne, za Ljubljano se še danes ne ve, zakaj so nami bombardirali, ne, zakaj, žlek so bili, no, nekaj so hoteli pokazati v Jugoslaviji, takratni, da smo le mi gospodar, ne, ker tam je bila pa res čisto naselje, ne, in ni bilo noben strateški cilj. Ne, v bistvu, ne, tam so oni bombardirali zalog. Oni so ranžirno postajo zalog, leteli so pa bombe, tako zdaj, recimo to kažemo tukaj, ne. Zalog, če so letele bombe tam po biču državi. Ja, vse to nič takega. Oni so bombardirali. Kjer nisem, vi ste zgodovina, ne. Ja, vi bolj ve, ampak jaz nikjer v nobeni literaturi zakaj, ne, ker so se tudi spraševali, zakaj je bila Ljubljana bombardirana. To imate zdaj notri, da je v bistvu zalog, je bil cilj, ne, ampak to je isto, oni so bombardirali tam, bombe so pa padale okoli Račnega dvora. Mislim,
to ne ima, da to ni šlo, ne, to je bilo pač, prvič je tak, ne, da ko je protiletalska jih dobila, ne, in če je bil zadetek, ne, on je potem bombe spustil kjerkoli je lahko, ne, samo da se je potem lahko dvignil, ne, ker dokler pa bomb ni spustil, je on letel premočrtno, ne, se pravi, ker je bombardir vodil letalo, ne pa pilot, ne. In dokler bombe niso šle, potem je bilo pa tak, zdaj, kjer je stala do konca, ampak ti niso bili pogosti, ne. In so to bombe letele dejansko po cele mesto, ne. Imamo predele Maribora, ki niso, mislim, Pekre, recimo, ali pa Limbuš, ne. Nič, to je recimo razdalja od Koroška, Klodola, do tja je to zračna razdalja 10 km. Mislim, to bi človek rekel, ampak ja, to je to, ne, ker je pač ali zakasnil, ali pa je, ko ga dobila protiletalska, je pa pač potem odvrgel, samo da je odvrgel, se ne več vračal nazaj, ne. Na to. Letala, ki so letela iz Londona oziroma iz Anglije, so imela obovo. Tako letala, ki so letela iz Južne Italije. Ne, tu je praktično vse, kar so bombardirali pri nas, so bombardirali z vidnim bombardiranjem. Nič niso imeli, se pravi, da bi jih vodili moskiti prej. Ne, vsaki sem jih... Ker navigiranje pri teh je bilo včasih problematično, sploh če je bil lajkin, ki je navigiral zadet, je bila pa običajno stranje. So bombe letele nekakoli bolj, še une dva, ki sta za njim letela, ki sta večja pa zelene zažigalne sluc. Ja. Kamor je tisto padlo? Ja, ampak tudi to so recimo, to bombardiranje, ne vem, če poznate Krefelda, recimo v Nemčiji, ne, ko so na mesto, ne vem, kjerega kraja, se pravi, en majhen kraj so potem popolnoma zbombardirali in to za 1000 bombniki, zato ker je prvemu moskitu odpovedala oboa, drugi je pa potem tisto, ki ga je lovec nočni dobil, je potem tisto rdeče odvrgel na tisti majhen kraj ob nizozemski meji, ki so ga potem popolnoma recimo uničili, ne. Pri nas pa ni, pri nas je pa vsi podatki, ki jih imamo, ne, piše vidno bombardiranje. Se pravi, in navigacija, ja. Razen nočno, ne, ampak tudi to, recimo, kaj so Angleži, recimo, 3-krat so nočno bombardirali, ali ima 4-krat Maribor, pa od tega so 2-krat potem zrešili tako, da so bombardirali, Kidričevo, se pravi Šterntal, na mesto Maribor. Se pravi, enkrat so popolnoma zgrešili, enkrat je pa približno polovica bomb padla nad Kidričevo, pa zdaj Kidričevo Maribor pa je, mislim, če poznate, to je pa kar razdalja, ne. Ja, tako da. Navigator, ki je malo prav primerjati, je pač napadal cilj, ki ga je videl. Ja, nekaj, v bistvu je, on je gledal strehe, ne, se pravi, tam je bilo taborišče že odprej, ne, se pravi, kot taborišče, pa strehe ravne, ne, to je bilo pa taborišče, taborišče za delavce, pa za moštvo, poleg teh tovarne, ki so gradili, ne, in pa ne je pač strehe zamenjal, ker ponovadi so pa preleteli bombardirati sem od shoda, ne, se pravi, ker, da so imeli ravnino pred sabo, niso imeli pohorja, se spušča nizko dol, se pravi, so leteli potem na ravne gor, ne. Sem počel včasih, so kakšni malo sabotirali, zaradi tega, ker so 23 misli, so imeli pač samo dela. Ja, to pa tako, vse kaj rekel, ne, to recimo, ne, da čim je bila kakva panika, so bombe vrli kjerkoli, ne, ker je pač, mislim, ja, mu je bilo življenje več vredno njegovo, pa kakoli spodaj, ne. Prosim. Jaz bi imel eno vprašanje, jaz sem s Prestranka. Ne vem, če v vaši knjigi omenjen Prestranek, v tisti tabeli ga ni bilo. Ne. Prestranek je bil bombardiran 45. leta 2-krat, porušen je bil most, Ja. je rekel viadukt, Ja. poznate. Porušene so bile 3 stavbe oziroma še več, jaz sem mladost in otroštvo tam preživel, poznam vsak grm in še ena taka granata leži noter. Ja, se pravi, Gospodar je rekel, da njega ne moti. ja. Sam vprašal, a je Prestranek omenjen? Ne, ravno zato, ker mi se taktičnega bombardiranja smo samo po vrhu pokrampali, ne. Pravi, mi smo zdaj šli, se pravi, vse podatke, ki govorijo o strateškem bombardiranju, ne. Pravi, s tem, da moramo vedeti, da nekaj podatkov je celo o teh 1-2 bombnikih, ki so odvrgli v sili bombe, recimo, ne. Mi vemo, recimo, bombnik je zaradi kakšne koli okvarje motorja ali pa da ga je protiletalska nadela, se je obrnil, potem je nekaj časa jih nosil, ali so jih metali v Jadransko morje, ampak če je bila pač teža prevelika, so se hoteli rešiti in so jo pa odvrgli kjerkoli. Maribor je tako enih 5-krat bil takšen, se pravi, da so bombe
odvrgli zasilno. Ne. Zdaj jaz ne vem na prestranko, ampak zagotovo ga pa niso namenoma strateško bombardirali, verjetno so ga bombardirali z lovskimi bombniki pa z lovskimi letali. Ne. To je isto, recimo, ko sem rekel zdaj za Ptuj, recimo ali pa Radovljico, ta most, ne. Zato ker te mostove z težkimi bombniki niso nikakor zadeli. Oni so se trudili, ampak z 7 km ali pa 8 km višine, vse imamo celo statistiko, oni so za Italijo naredili, ne, da mostove so zadeli v 20%, če so se spustili na 3000 metrov visoko. Ampak to so bili potem pa se deseče race za protiletalsko. Ne. Se pravi, da kar so pa višilo, je pa tam niti 10% ni bilo za mostove. Ne. Se pravi, potem naslednjo, kar je bilo možno, se potem pa z temi, ki pa so dosti hitrejši, pa nizko preleteli. Ne. In to so imeli in Mustangi in tile P-47 pa P-38, vsi ti so lahko nosili v bistvu tele celo 500-kilske bombe. Ne. Tako da, se dve, ne. Ja, ampak so 250. 250, Ja. so nosili 4. večinoma, Ja. ne, dve, ne. Po 200 zaradi tega, ker večinoma po dve, ne, karkoli smo tle, ne, ker on je približno, oni Sardinije, ne, recimo SAF, tako je šel gor, ko je bilo, so bila RAAF, ne. SAF, to je South African, ja. Avstralca sta bila, ne. In je potem je taka razdalja, da ali če so dlje šli, so morali rezervne Tanke imeti, ja. tanke imeti, ne. Ja, ja. Draca po 250 je bil hiter. Je pa taka taktika pa naloga. So imeli, ne, če so patrolirali, tudi ta dva sta imela od Celja, ne, ko sta bila zadeta od Celja do Maribora, no, in potem, če nimata cilja primernega, potem je bila naloga nekako, da odvrže, lahko nazaj poslede, ne. Lahko pa odvrže na primernem mestu, niso pa smeli na neki tak cilj, ne, na civilno na naselja. In tako je bil primer, ko so v Ljubljani smo imeli na Podlipoglavu dve bombe, ko so videli, ne, ko so se dvignila, sta prišli po železnici gor, ni bilo nobenega vlaka, to se pravi, opravljali ste svoje naloge nazaj dol, ne, proti Jadranu, ne. In sta potem takoj gor na Lipoglavu, ko se je dvignil gor, takoj bombe stran, da gremo čim hitreje nazaj, ne. In jih je odvrgel z žicami, pa si tak, da smo jih najdel, ne, in tisto občan, seveda z detekcijo smo jih locirali, noter potem vstopna luknja je še ena je bila vidna, ne, druga je bila nekje na poti, ni bila več vidna, ne, ampak smo jih potem locirali na globini 4 metre, 4,5 nekje noter, ne, odkopali ven in so bile, to se pravi netaktne, jih je spustil, ker je imel to možnost, ne. Da ni ogrožal, eni so pa spustili, so rekli, se smo na nemškem ozemlju, ne, tako rekoč, oni so to tretirali, ne, dol vsej do Save dol je bilo tretirano kot nemško ozemlje, ne, tako je bilo. Bi lahko jaz samo gospodu nekaj omenil v zvezi s tem bombardiranjem prestranka. Jaz sem namreč raziskoval te napade južnoafriških letalskih sil v pomoč 9. korpusu, no in ko sem iskal te podatke, sem zasledil tudi to bombardiranje prestranka. In je, mislim, da je gospod lepo rekel, da je bilo dvakrat. Mislim, da so, vsaj kolikor je omenjeno v partizanskih poročilih, ti lovci bombniki bombardirali. In zanimivo je to, da je omenjeno tam, da so kar mislim, obakrat pustili tudi te bombe presenečenja, to pomeni, ki so eksplodirale precej kasneje, ko so padli na tla in je omenjeno, da so takrat je bila, bom rekel, ta Vipavska dolina in ta predel tukaj poln četnikov in so četnike pač zaposlili s tem, da so tiste mine, bombe, neeksplodirane, ker so mislili, da so neeksplodirane, odstranjevali. In je ena od bomb eksplodirala ravno v tistem trenutku, ko so jo odstranjevali in je bilo po poročilih partizanov, mislim, da okoli 30 mrtvih ali nekaj zraven, ker je eksplodirala nenadejano v ovnem, ne. Tako da to je omenjeno v teh dokumentih, to bombardiranje prestranka, samo pač jaz takrat se nisem za to zamenjal, ker sem pač raziskoval druge zadeve, ampak je pa omenjeno to v partizanskih, v dokumentih 9. korpusa, o bombardiranju zavezniškem. No, sam, če pogledamo takoj tle od zad na Rin, ne, tisto imela ven je bil vlak zbombardiran z strelivom, ki je dol za reko šel, ne. In tle smo kar nekaj strani, ne, so nas klicali, ko so popravili železnico in takoj za tunelom ven
šli so še gor pregledati in je bilo še prazni tulci po vrhu gor, ker sta z te strani sta zgleda prišla, ne, in ker so patrolirali po železnici, oni so šli po železnici dol, ne, in so gledali, kje bo primeren cilj, ne. In takoj zatem je kar precej bilo raztrešenega, no se zdaj večinoma smo že pobrali tam za Mladinom noter, je pa bilo kar precej tega, ne. Bilo pa italijanska municija, v glavnem italijanski, ker so Italijani za Nemce delali, ne, v bistvu za njihovo orožje, ne, za italijansko, ki se bo uporabljalo, ne. Tako da takoj za Mladinom noter, ne, je zanesljivo, ne, ker še pol je bil požar, ne, se vidi še zgoreno, ne, vse in kar ne, tudi deli vagonov so tam, to je pa še vedno tam okolje, se pravi, ko je to raznesel vse skupaj. So taki, ne, take zadeve, ne. Zdaj, če hočemo tole zanimivo raziskavo tudi uporabno uporabiti v današnjem času, bi morali malo razmišljati o tem, kako zaščititi ljudi in premoženje, ne? Ja. In s tem zvezi me zanima, kdo je zdaj odgovoren ali pa kdo ne bi reagiral, ko pride do najdbe ali pa v primeru, da bi morali evidentirati te bombe, ki niso eksplodirale. Tukaj namreč lahko vplivamo na mnenjedajalski proces. Ne. Teh območij, ki ste rekli, ni toliko veliko, da se to ne bi dal. Ja. S tehnikami, ki ste jih že videli, pa tudi s tem, ker imamo še danes, bi se nekaj od tega dalo najdeti, tako une manjše kot večje kraterje. Zdaj imamo tudi tik pred izvedbo novi LIDAR Slovenije, to pomeni lasersko skeniranje z nekaj točkami na kvadratni meter, kar pomeni, da bi lahko tudi v gozdovih in v zaraščenih krajih te kraterji našli, evidentirane. Ja. Potem imamo tudi stanje po požarih na Krasu, ki se je zdaj vse razgalil in bi bil zdaj zadnji čas, da se to posname ali pa pregleda. Če hočemo seveda zaščititi ljudi, pa Ja, mi se zdaj nekaj... Ali je MORS, ali je URSZR? Ja, mi se zdaj nekaj dogovarjamo z Direkcijo za zaščito in reševanje, ne? Se pravi, da bi se ta študija naredila, ne? Se pravi, vsaj del jeseni. Zdaj, prišli smo pa na idejo, ne? Zato, ker mi, ko smo zbirali gradivo, smo pač zbrali ne samo za Slovenijo, ampak smo zbirali v bistvu za cel Balkan, ne? Namreč, mi smo štartali tudi v bistvu projekt, tako imenovani tisti Red Week. To je ravno, kar je gospod govoril, ne? To je v bistvu prvi teden septembra so zavezniki sprožili v bistvu eno letalsko ofenzivo nad celotnim Balkanom v sodelovanju z partizani, kjer so pač rušili komunikacije na celi poti od Grčije in Romunije proti Italiji pa Avstriji. Se pravi, s tem so hoteli pač armadni skupini E pa F otežiti oziroma preprečiti potencial armadni skupini ESO, oziroma obema, no? Ki se je morala potem namesto preko Beograda, Zagreba umikati preko Sandžaka, Črne gore, Bosne, nazaj proti Avstriji, se pravi, so za 6 mesecev praktično jim podaljšali to zadevo, ne. Tu smo mi potem v bistvu zbrali gradivo za večino teh največjih jugoslovanskih mest, ki so jih bombardirali. No in zdaj ideja je pač, ker je zunaj razpis Slovenija-Hrvaška, da bi v bistvu ta projekt lahko prijavili, se pravi, Maribor, z naše strani, potem pa Postojna pa Tolmin, ki sta bila posebej marca pa aprila 1945 na udaru taktičnega bombardiranja, ne strateškega, ne. Gradivo smo našli v Londonu, pa ga nismo uspeli še obdelati. In Reka pa Zagreb, ne. Se pravi, to je bil potem vzorčni študij tudi za ostale, ne, se pravi, ampak to je potem v bistvu pokrilo za Slovenijo tak 2/3 področja, ki bi bilo treba v bistvu označiti, se pravi, analizirati, se pravi, študijo narediti, kje te bombe recimo potencialno ležijo, ne. Zdaj, kaj pa se bo z tega izcimilo, po domače rečeno, ne, pa jaz ne vem, zdaj dogovori potekajo, zdaj razpis je zunaj, do junija je treba to prijaviti, za interes zaenkrat je. Evo, mi se tudi z muzejem dogovarjamo, da bi skupaj v to šli, se pravi, iščemo partnerje tudi na Hrvaškem, se pravi, da v bistvu pač, ja, na nek način upravljamo delo tudi na mesto države, no, tako po domače rečeno. Jaz živim v Mariboru prejšnjo 60 let, ne, in zdaj, ko vem, da je potencialnih celo par v sosednji ulici bomb, ne, ki niso eksplodirale, pa živim precej daleč od tam, kjer so bili cilji, ne, ravno rekel, da ne spim mirno, ampak človek pa malo zadnji, ne, kaj pa če bo, ne.
Prej ste na začetku omenjali tudi angleški muzej, pravzaprav na Škotskem, v Ja. Edinburghu. Ja, ja. To je največji muzej na svetu, Italski. arhiv na svetu za Italski. posnetkov vseh konfliktov, kar jih je bilo po Ja. prvi svetovni vojni. Zdaj jih imajo cirka 20 milijonov, ne? Vse, kar se je zgodilo na svetu, imajo pokrito, Ja. kjerkoli že. Ne? Ja. In tisti ljudje tam živijo samo Od od tega. prodaje posnetkov in to samo Nemcem pa Nizozemcem. Ja, ja. Zaenkrat. Ja, no, pa takim, kot sem jaz. Zdaj se predstavljam skoro velik del arhiva v Ja. tisti Battersea Ja. elektrarni v Ja. Londonu. Ne, sej en del tega istega arhiva, ne, je ostal v Nemčiji po vojni. In eni Nemci so ga odkupili za en pfennig za sliko. Ne. In to je zakončalo v privatni zbirki na Dunaju. In ti pa računajo 350 evrov za sliko. Jaz sem za Maribor probal od njih dobiti, ne, ampak si ne pogledati, če hočeš imeti sliko, za eno sliko 350 evrov. Tako da, in to je postal biznis, ne? To je postal biznis, ker v teh državah je pač zakon takšen, kot je, se pravi, s tem pač preprečujejo potencialne nesreče, sva ena nesreča, pa primer, pa to, ki daš za sliko, ali pa daš za sliko, je se pravi neprimerljivo, ne? Potem pač, ja, jaz sem gotovo ne bi šel v hiše graditi, če vem, da je tam potencialna bomba, pa da bom plačal reči tistih par 100 evrov, pa par tisoč evrov, da imam potem analizo, če je tam bomba je ali pa ni, ne. Ja. Pa za koliko je nevarno, ali pa nekaj, pravno to, te z kemičnimi žigalniki, 10 do 15% jih je bilo v vsakem tovoru, ki so ga Američani metali od jeseni 44 naprej, ne. Zdaj pa jaz ne bom loterije, se šel igrati, da moja bomba pa mogoče pa ni za kemičnim žigalnikom, ne. Zdaj mogoče sam k temu vprašanju, ne vem, mislim, lahko popravite, ampak če to razumem, od prijave naprej, ne, od najdbe je tu stvar MORS-a, ne, v pristojnosti ministrstva, ne. In tukaj imamo sistem dobro urejen, ne, dobro Operativno dobro. operativno Ja. dobro. Zakonsko pa ni. Preventive ni, ne. Sanacija prostora je pa na strani MOP-a, ne. Ja. In tukaj pa je problem, ne, tukaj zadeva peša. Preventive ni, ne, v bistvu, ne. Tega pa imamo zakonsko urejeno, da bi imeli cone, ne, da bi imeli conacijo prostora in temu ustrezno politiko. Ne. Občani, no, sem če lahko, komentiram nekaj, ker vem, nekaj sodelujem z občani, ko se pogovarjam, nekako včeraj, jutri grem, redke so firme, ne, jutri grem v na Kras, tam dolje, mislim, nekaj bomo bilja, pravzaprav, Biljenski griči, tam bo nekdo nekaj melioracije, regulacije, ne, in bo nekaj s frezo dela, ne. In tam, ko delaš enkrat z takim strojem, vemo, ne, v Grgarju smo imeli nesrečo, ne, tam razkolješ in ponovadi glih ostane glihkešne tam na pol gnile granate. In ko ti greš do detonatorja, bum, ne. In tako, ko tisti ostri ždobje, ne, vidijo, to vse pred sabo uničuje, no. In ponovadi se izogibajo, ker to je strošek, ne. Pravna oseba mora plačati to storitev, občan, ne. Občanu ni treba, on samo prijavi, če se čuti ogrožen in občani so danes kar dober, ne. Problem je pa ta pravna sredina, ne, to so pravne osebe, ne. Tukaj je treba regulacijo in tudi odzunaj ima isto, so Nemci imeli probleme, ne, je bilo to, dokler niso zakonsko uredili, ne, seveda to je zdaj trenutno, pri tej vladi je v glavnem vse zakonodaje na ministrstvu za okolje, ne. Moraš prostor prvo urediti, gradbena zakonodaja, vse mora slediti. Vidimo, ne, Mariborčani so hoteli, še mene so, kako bi to uredili, da bi nekako omejili to, ne, da bi pravne osebe prijavljale, ne, preden gradijo, ne, da bi moral nekdo nekaj pogledati, nekaj povedati, ali je ogroženo, ni ogroženo, ne, ampak ni zakonske osnove, ni temeljnega zakona, ne more neki občinski odlok urejati, ne, nekaj, kar ni zakonsko urejeno. So videli nazadnje, in kaj je nazadnje po 2-letnem delu priporočilo prišlo ven. Priporočamo, ne. Se veste, kak je pa to nekomu, kad denar daje, priporočamo, da plačete, ne vem, 5000 evrov za pregled, ne. To, ne. In pa seveda zgine, ne, pa niso nobeni denarji, približno naš pregled, našo firmo stane, ne, približno 3, zdaj odvisno koliko je spet in to svoj, zdaj veliko gor, v Mariboru moramo reči, edino teh firm takih, ko so Henkel, 3-krat v tem času, in zdaj imamo gliheno odprta jama, tako da imamo še en pregled, smo že bili enkrat in zdaj bomo še šli, ne.
To je dela firma. Tako je zraven imate Lidl, manj ni duhovno sluha, kakšni odgovornosti do občanov. Ne. Oni samo iniciativno, ne, ker je lastnik Nemc se zavedal v Nemčiji, da je to potrebno. Ne. Lidl, to so neki skladi, ali kaj, tudi biznis, dobiček in ni potrebe. Kakšno odgovornost, dajte no. Mislim, ni, to je realnost, lejte, me lahko kdo, ne vem, prijava, ali pa ne vem kaj, ampak tak je, to je realnost. Se pravi, v bistvu, če jaz zdaj to dobro... Občina dovoljenje za gradno. Ne? Da, ampak nima... Ni pa tega mnenja potrebno dati. Ja. Se pravi, če jaz zdaj prav razumem, ne, glede na to zdaj, da se zdaj pač dobro spoznam to, kje te bombe so, če pravi, če jaz zdaj k vam prijavim za Maribor cirka 200 bomb neeksplodiranih, jih morate iti gledati. To je pa malo oceno, če se čutite, če vi živite tam, običajno je tam... Jaz živim v Mariboru, ja. Zdaj sosedu, sosed mora prijaviti. Zdaj lahko ne, če ga ogroža, zdaj pa spet. Kaj če pa je na javni površini? Prosim? Če pa je na javni površini? To pa spet, to pa ne vem, če je, to bi morala pa država sama. Po eno vsak teden. Ja, no se to, ne, ker če ono pogledamo zdaj tam, ko jih je, ne, tako sem rekel, vse enih 5, 6 med temi, evo, je dejansko bomb neeksplodiranih tukaj, ne. Zdaj, mislim, če bom šel pa naročil potem tisto, tako ko je, tisto karto, jih bom lahko določil sigurno, kjer so, ne. Zdaj, najbolj pa, da so vojašnici, ne. Zdaj, dobro, vojska je še kao zaščitena, samo če se pri njih ne počistijo, potem nas ne vem, kje me počistili. Nemci, ne, Nemci imajo ogromne problematike in še več bomb. Njih so še bolj fotrali z temi vžigalniki, kot nas, ne. So malo Maribor, ne vem, Ptuj, pa neke železnice tam, Pragersko. Ta križišče. Pragersko. Pragersko, ja. No, nekatere take, ampak tega je malo, ampak Nemci imajo veliko, pa si ne morajo špogati, da bi šli sistematsko, ne. Prav, da bomo pa zdaj, ne, čakajo investitorja, takoj, aha, si v rdeči coni noter, plačaj, ne, ker držav prehudo bi bilo za državo, ne morejo, ne spolgajo, ne. Imajo koncesionari, ne, običajno delajo koncesionari, to ne, odkrivanje, to so bivši, ki so delali v teh firmah ali pa še delajo, ne. Odstranjevalci, ne vem, v policiji so, v vojski, na kakorkoli, oni so pogodbeno vezani in delajo po strokovni plati za te pravne osebe, ki imajo licenco od države, ne. Ampak je vse to zakonsko regulirano. Do zadnjega, točno se ve, kdo more, kdo kaj dela, kje je kaj nešeno noter, ne. Pri nas pa nimamo temeljne zakonodaje, to je problem samo, ne. In zdaj to rešiti, ne, potem bi že, ko enkrat ti splaniraš, narediš rdečo, plavo cono, ne vem, tale Soška fronta, ne vem, neka plava cona, ne, tole, kar je tle okrog železnice, bilo čisto rdečo, ne, pa še naprej, ne, kar so bombe padale običajno v Nemčiji, tudi rdeča cona na čist, ne, kjer so granate padale, plava, oranžna, zdaj odvisno, koliko je bilo to, tega, ne, količina, to je vse ocena, ne, pri kateri se deluje v predhodno stroka noter, ne. To bi moral tak, da se pravi, zgodovinar, ne vem, zgodovinska dejstva, sama stroka, ne, da se pravi, mi, ki neposredno delajo s tem, in pa seveda odzad potem nek zakonodajni organ, ki pripravlja neki pravilnike akte, to se pravi, prvo je zakon, ne. Omenjeno mora biti bomba noter, je drugače, noben ne reagira, se ni nikjer. Kje pa to zapisano? Ne, ni. Ja, konec, ne, se končamo pri tem, ne, konec je. Za Nemčijo, mislim, je jasno, ne, Američani so vrgli, pa Angleži, okoli 2,7 milijona bomb na Evropo, ne. Se pravi, okoli milijon ton, ne, jih je padlo na Nemčijo samo, ne. Druga je potem Francija, tako je, ne, zaradi pač tega, potem pa je že Italija prije, ne, za njimi, ne, pa še Avstrija. Mi jih imamo zdaj potem 4000 ton, se pravi, plus še teh taktičnega, se pravi, če je duplo, jih je tam 80 000 ton, recimo, ne. Se pravi, to spet ni toliko, pa da tega ne bi mogli urediti mislim, dobro vseh, ne, ker to pa je res, to je toliko živa dediščina, ne, to, kar se zdaj potem po požaru na Krasu dogajalo, ne, prej se bo s tebi, pa tudi, če jih je, ugotavljamo, da jih je na 16 000 bomb so na Maribor odvrgli, se pravi, 1600 neeksplodiranih, se pravi, pa če jih je spet 10% ali pa 15% za temi kemičnimi vžigalniki, pomeni, da jih je 100-160 takih, se pravi, za kemične vžigalnike, področja Maribora, ne, se pravi, potencialno takih, ki bojo lahko še enkrat luft, ne. Tako se je v Nemčiji zdaj zgodilo, jaz nekdaj je bilo 2019, ko je sredi ceste takšno bombo razneslo,
naredilo krater 15 metrski pa pol hiše, ki je bila zraven potegnjena noter v zemljo. Ne. In to iz tega, ker je pač zemlja premaknila, ker so bile tam poplave. Ne. 12 let nazaj Gradc, park v Gradcu, ne, nasproti železniške postaje po noči, naredi, ne, krater. Ja. Tam dobro je, da je neka zemlja, da je bilo to globoko. Ja. Mi ko uničujemo, če uničujemo z eksplozijo, ne, prej smo še bolj zdaj delamo drugače malo, ne, ampak smo tam pri 8 metrih, imaš vzbu gor, ne, 7 metrov ti odpre in so že plini od zunaj noter, 6 metrov imaš pa že lep krater, ne, in razmet v okoli. So pri 8 metrih, pa če to dobro narediš, ali pa še na eno stran malo izpusta plinov ven, potem ima samo dvigne material gor, prav lepi posnetki, ne, ker smo tole uničevali, ne. Tako se učiš fizika, ne, fizika dela, ne. Lepo je, da se vsem operirati, se pravi, mora pa biti neke zakonske osnove, da se ve kako in kaj, ne, kdo kaj dela. A ta v Gradcu je sred noči, ne izvane? To je bilo to noter, ne. Ja. Išlo se je, ne, tale je izgleda, ni držal več tisti kugelc noter, razpadel je, ni mogel, ker če aceton on izhlapi, on ni, ne, zapravo po alkohol, ne, on izhlapi, ne more potem več delovati, ne. Deloval je pa ta sistem, razpadajo lističi in to vejo. To je celuloidni lističi so in celuloid po takem času, to je spet fizikalnega, kemične zakonitosti, ko so, ne, on razpada. Ja. In pride do mehanskega aktiviranja, ne, ne kemičnega tistega, zapravo s kemičnim procesom, ampak čisti mehanski. Ja, ki potem je iglo sploži, ne, pa po detator udari in potem je lufta. Ja, približno 2, ne, Nemci imajo približno vsaj 2 na leto, ne, tako samostojne. Ja. Avstrijci pa tam na 4 leta. 5 let ne pride. Okrog Dunaj je največ, tudi Dunajski Novi Vrh, ja, ta Novi Dunaj, ne. Ja, Dunajsko Novo mesto, ja. Tudi oni drevesnici. Ja, tam so bile te, Messerschmittove tovarne so bile tam, ne, in to je bilo potem en glavnih ciljev, ne. Avstrijci imajo kar nekaj izkušnji s tem. Če smemo, mogoče sam še knjigi, koliko se ocenjuje, da je žrtev teh bombardiranj? Ja, zdaj, jaz sem za Maribor naredil, ne, pač, ker štartali smo v bistvu z Mariborom, namreč nikjer ni uradnih podatkov, ne. Za Maribor smo šli enostavno potem, da so šel pogrebne knjige pokopališča pogrebnega, potem so šel matične knjige Mariborske bolnice, zdaj manjkajo matične knjige tega rezervnega vojaškega lazareta, ne. Potem nekaj je bilo ocen nemških policijskih oblasti, ne. To je zdaj ta arhiv, ki se je odprl konec leta decembra 2020 v arhivu Slovenije, ne. Na podlagi tega sem jaz zbral, da jih je v Mariboru okoli 770 civilistov in vojakov umrlo. S tem, da ocena je, mislim, je malo nizka, ne, ker ti pravim, za to vojaško bolnico rezervno ne vemo, jih je pa v bistvu zaradi teh bombardiranj 45 aprila, ne, jih je moglo biti precej več, se pravi, da tam bolj številka bo okoli 1000, recimo, da bi bila realna, ne. Se pravi, za Slovenijo pa po moje celotna številka 2000 ne presega, ne. Mislim, civilistov, ne. Zdaj, koliko je bilo pa potem vojaštva, se pravi, to bo pa lahko ugotovili potem iz napadov, se pravi, taktičnega bombardiranja, ne. Se pravi, tu imamo par filmov, ko kažejo, recimo pri Novem mestu, kot so napadli kolono, ali pa recimo vlak pri Šmarju pri Jelši, ali pa tu v Šentilju, ampak to so bili vojaški transporti, ne. In tu je bilo žrtev po moje. Precej, zdaj pa je to tako, da marsikatere nemške note so vzele in ranjene in mrtve seboj, ker so pač bile na poti in so jih enostavno odpeljali, ne. En del so recimo v tem mariborskem Heldenfriedhof pokopali, ampak ne pa vse, ne. Zdaj ugotoviti dejansko, koliko jih je bilo to. To je nekaj podobnega, recimo, kot je za temi padlimi letalci, ne, recimo, ne. Američani štejejo padla letala po cilju bombardiranja, ne. Če so oni šli bombardirati Wiener Neustadt, se pravi, in letalo se ni vrnilo, je v Avstriji, ne. Ampak precej teh letal je padlo pri nas dol, ne. Zdaj, jaz sem pač seštel jih za Maribor spet, ne, cirka 40 letal, recimo, je tukaj padlo dol, pa tu okoli 180 letalcev, recimo, da je tukaj nad Mariborom umrlo, plus tiste številke, še pravi civilistov. Tako da vse skupaj, že zdaj jih je okoli 1000, ne.
Na celotno Jugoslavijo, no sej po teh delih so jih tabelah, to se pravi, padlo je do 1100 letal približno. Na Jugoslavijo, zdaj na Slovenijo bi moral ven vzeti. Ja, ne, tu so samo bombnike. Še piše Jugoslavijo, ne? Težko je tam noter polo predeliti, ker ne piše, kje je cilj, nekje je bil zgubljen, ne, niso vedeli, ne. Piše samo Jugoslavijo, lahko je bilo celo v Nemčiji, ne, pa je on šel nazaj, pa je nekje tle dol padel, pa so ga pisali kot Jugoslavija, ne. Mi smo samo bombnike šteli zaenkrat, ne? Ja, mi nismo. To je bilo bombardiranje gor, ne, zdaj, to je težko, no. Težko je čist definirati. Ja, seveda, no, še tole žrtve, res, ne, če pogledamo v letališče Nova Gorica, ne, ko so na koncu isto Baufajterji, pa še ta Mustangi, ne, in so s tem, še danes jih odstranjujemo tam iz tistega letališča, tele 10-kilske šrapnel bombe, Cluster bombe, ja. To je bilo vojaštvo zbrano nemškega, ni podatka, jaz ne vem, no, koliko je bilo tam, kaj je to moralo biti mrtvih, veste, kako je to, ne, kasetna, tista cluster bomba, ki ima noter 30x10, ne, po 1 kilogramski, ja. 25, nekaj se je to razpršilo, ker to je bil masakr tam, ne. Za domačini so prešteti, se ne dela 15 domačinov, je bilo mirno umrlo, ne, nekaj tazga je na pokolišče, to je znano, za vojaštva, noben ne ve, ne, ampak je bilo tam pa verjetno 100-200. Ja, to je isto, ko Maribor na jeziku, za trikotnik železniški, ne vemo, ne, koliko, to so v bistvu ugibanja, vemo potem cel kup lazaretnih vlakov je šlo skozi, ne, in vemo, da so nemške enote marsikdaj potem jih odpeljali s seboj, ne, tako da. Imamo kakšno statistiko, koliko je po, recimo, osamosvojitvi v Sloveniji nastradali ljudi zaradi uksa? Glejte, mislim, je, no, mislim, je. Obstaja, vem, mislim, da ne bom, da bi kaj na pamet. V glavnem, na vsake 2 leti, po moje, eden zaradi, mislim, takega drugačnega vzroka, po moje, ne. Obstaja, smo delali eno raziskavo za social propolo, pa tudi zdaj ne vem na pametne. Bom povedal en drug podatek, no, ampak po prvi svetovni vojni, ne, je v Posočju umrlo zaradi eksplodiranih granat v povprečju med 20 do 30 ljudi na leto, ne. To govorim po prvi svetovni vojni, ko je bila zadeva še sveža. Ja, so vse živo. Varne kovine zbira, ne, žigalnike. Ta statistika, se pravi, na pamet, nimamo jo. Tudi od vseh starih točno mislim, zbiramo podatke, ne, recimo avstrijski devetka, ne, so se ga bal, ne, ta špičasta, pusti primer in doskrat vidiš, da tam tudi se je videla, da je bila ona na površini in niso vodečega prsta nadol, nekaj bakren, bakar je bil zelo drag. Pa se niso upali, ne, stran, ker je bilo na slabem glasu, da je velik teh umr, ni res, ker je zelo obstojen ta devetka, avstrijska, pardon, in je to. Italijanke vse, ne, Italijan ni problem, ko je bil na bazi pirotehnike in ni bilo, ima zaliv z vodo noter, ne, ni problema. Pri Avstrijcu ni imelo nič, ne, in so puščali tole, ne, ker je bilo nevarno, sploh je streljeno. Vedeli smo, ne streljeno, ni še nič admirano noter, vse v tistem varnem položaju, tisto so, ne streljene, ampak izstreljene pa res ogromno dobiš, ne, teh devetka, ampak 15 cm, ne, ko sploh ni odroč dol pobran, ne, vodeči prsten. To je tista fama, nekaj med ljudmi, ne. Ampak se je najdel nekdo, ki je šel tudi bolj hrabat, pa jih je veliko neslo. Sam še eno vprašanje, kaj pa te rakete se uporabljajo za taktična bombardiranja? Koliko je tega ohranjenega, pa če so tudi nevarne? Ja, moram reči, leta zadnja je bila Vih Vobek, je bilo Vesen, Vesen smo jo najdel, je čez ali ne vem, nekaj so delali in jo vmes je bila v bistvu med skalovjem noter, ne, skoraj, ne, spravim slike imam doma. Tako da je Škofja Loka, kje smo še, Kočevje, kjer so Baufajterji, večinoma so Baufajterji. Spremljevalna letala so bila
večinoma Mustangi ali Spitfirei in so običajno je bilo tako, ne, kjer so nastopali ti Baufighterji, ne, oni so rekli, so prej šli tele izvidniki, ne, te lovska letala, ne, ona, ko so bila oborožena z vremimi bombami dol v Žužemberku, gor na vrhu pri spomeniku, ko so delali tam plato, nekaj tazga so, ker je bilo tam gor, je bil flak, nekaj tazga so imeli proti letalsko obrambo, prej, preden so prišli, da bojo reketirali grad, mesto dol, ne, so prej oni prišli pa malo pomitrolirali, po bombico odvrgli, ena eksplodirala tam zraven, ena je pa ostala in smo jo potem mi. Je bila pa angleška, ne? Angleška, ja. Tako da, to so ta taktična bombardiranja, ne? Ja, to je še del, ki še pač... Ampak to je težak, da se smo videli, se pravi, glih za včeraj, ko sam smo bili v gor, pa ko se sprašuješ, ja, po dolini je došel, ne v Unidriku, ne tle gor je šel in je tam se zaletel, ni več, ne, šele potem na podlagi dejstev, ne, šele potem, ko smo tisto armirno šipo gor najdel, pa ko je kolega iz policije, tem, ko smo skat, ne, kadetnice še, ne, 50 let nazaj, ko je rekel, da je videl, ker so vsem tiste bajte ni več, da je Ata šipo zamenjal z temo plastično šipo od tega letala. Šele potem nekako veš, da je res prišel in da se je res v tisti hrib noter zarinil. In da so domačini potem ravbali, ne, so odnesli so vse, kaj se je dalo, ne. Vse so nekaj preiskovali gor na tistem hribčku, tam gor, Brdinje se je tam gor, to je Brdinje, ne, tam gor nad selom. Ne, ampak niso najdeli točne pozicije, nekje je dol padlo, ne. Je pa to, ne. Zgodovinsko dejstvo, mislim, tako in spomin odhaja, ne. Zdaj je še res ta zadnji cajt, če kaj mislimo zbrati, ne, ker to je že iz druge roke so informacije ali pa celo tretje roke, ne, in veste, kak je to tretja informacija iz tretje roke, ne, to je nič ni, ti moraš na podlagi nekih dejstev, ki tam dobiš in potem zgodbo gradiš, ne, drugače ne moreš, če dobiš na kraju, potem drugače pa zdaj stran, ne, no in narim, tako narim. Vidiš gor, aha, tam je šel, ker se vidi z one strani, so prišli, ker smo gor na vrhu nad tunelom, smo najdeli od 12-7 tulce, ne? In točno v letniku vse gor, kdo je, nekak, ne? In tako da tam dol, in so lepo noter in vlak, pa tam pol, žganine vlaka, granate vlaka, tako 3-krat smo tudi delali tam okoli, ne? Pa smo enkrat malo večjo akcijo, pa smo odstranili nekaj večno, za njih, ker pa so že začeli zbiralci malo, ne. Tisti je pa druga zgodba, ne. Tisti je pa še ena posebna zgodba, ne, ki je pa vse bolj, ne, sploh vidimo na tej soški fronti, ne, tle vidimo, saj ne toliko mogoče domače, ampak Italijani res koliko so nemarni ven, zdaj je nekako počiščeno, zdaj tudi smo videli, zdaj, ko so špargle, ne, nabirali, zdaj je ogromno, zelo malo prijav, moram reči, kar počiščeno, ne. Ampak zdaj bo prišel spet tisti z detektorji, kopala, to je, išče sicer značke, pa te stvari, ampak izkoplje granato, ni zanimivo, za njega je pusti gor. Ne, da je bil to, da bi nazaj 5 cm zakopal, samo noto lukno pa malo v zagrebu. Ne, pusti je odzun. Bo naslednjo zaraslo, se bo vse spet bo je drevje zaraslo, spet se bo žgalo čez 10 let. Pa je spet pokalo. Spet bo pokalo. Bom rekel, kako, pa hudirja, vse takrat se smo skoro vse pregledali, ne. Smo vse prečesali, ne. Mislim, neodgovornost ljudi, ampak to ne moreš, ne. To je, ne vem. Ja, Janko, hvala. Hvala lepa, posebej vama, no, obema. Tako da hvala Sašo, no, za predstavitev, mogoče še poveš ti, kako se bo knjigo dalo kupiti. No, pri vas zagotovo, drugače pa se lahko na našo založbo obrnete, založba Ostroga, tako da pripravljamo internetno stran, zaenkrat še nimamo, no, ampak zagotovo se pa da dobiti v muzeju knjiga, tako da, ja. In pa, ja, seveda, hvala Bojanu Kopaču, no, deleč verjetno v Sloveniji največ izkušenj ima s temi bombami in sploh neeksplodiranimi bojnimi sredstvi, tako da hvala za ta dragocen prispevek, no.
Hvala. Hvala lepa predvsem za udeležbo, nekaj praznike želim in dobrodošli še kdaj v parku.